5. poglavje. Lepota se poraja iz miru vaše navzočnosti. Da bi se zavedali lepote, veličastnosti in svetosti narave, moramo biti zavestno navzoči. Ste se že kdaj zazrli v neskončno prostranstvo jasne noči in bili pretreseni ob njeni popolni umirjenosti, spokojnosti in nedojemljivi prostranosti? Ste kdaj prisluhnili, resnično prisluhnili žuborenju studenca v gozdu ali v gorah? Ali pa kakšnega spokojnega poletnega večera petju kosa? Da bi se vseh teh stvari lahko zavedali, mora biti vaš umirjen. Za trenutek morate odložiti svojo osebno prtljago težav, premišljevano preteklosti in prihodnosti, obenem pa morate odložiti tudi vse svoje vedenje. V nasprotnem primeru boste sicer gledali, a ne boste ničesar videli. Poslušali boste, a ničesar slišali. Potrebna je torej vaša popolna navzočnost. Onkraj lepote zunanjih oblik je še marsikaj drugega. Nekaj, česar ni moč imenovati. Nekaj neizrekljivega, neizmerno globokega, notranjega, sveto bistvo. Kadarkoli in kjerkoli opazimo lepoto, jo nekako preseva to notranje bistvo, ki se vam razodene le, če ste povsem zavestno navzoči. Mar je možno, da sta to brezimno bistvo in vaša navzočnost eno in isto? Ali bi to bistvo sploh lahko v narekovajih obstajalo, če ne bi bilo vaše navzočnosti? Poglobite se v to, sami odkrite odgovor. Uresničevanje čiste zavestnosti. Vedno, kadar opazujete svoj omaknete zavest iz umskih oblik, tako da lahko zavest postane to, čemur pravimo opazovalka ali pričevalka. Ta opazovalka ali čista zavest, ki je brez oblik, sčasoma postane močnejša, medtem ko miselne tvorbe postanejo šibkejše. Kadar govorimo o opazovanju uma, posebljamo dogodek, ki ima v resnici kozmični pomen. Skozi vas se zavest prebuja iz svojih sanj, katerih se je istovetila z obliko in se umika iz sveta oblik. To napoveduje dogodek, ki je z vidika kronološkega časa še v daljni prihodnosti, a je v nekem smislu že zdaj njen del. Ta dogodek se imenuje pomišljaj, konec sveta. V vsakdanjem življenju boste veliko laže zavestno navzoči, če boste globoko ukoreninjeni v sebi, sicer vas bo v katerem se skriva neverjetna sila, kot podivjan vlekel naokrog. To pomeni, da morate povsem naseljevati telo. Vedno morate del pozornosti namenjati telesnemu notranjemu energijskemu polju. Rekli bi lahko, da morate svoje telo občutiti od znotraj. Zavedanje telesa vas namreč ohranja navzoče in vas zasidra v trenutku, v zdaj. Telo, ki ga lahko vidite in se ga dotikate, vas ne more popeljati k bitju. Toda to vidno in otipljivo telo je le zunanja lupina oziroma nekakšna omejena in popačena zaznava neke globje resničnosti. V vašem naravnem stanju povezanosti z bitjem lahko to globjo navzočnost prav vsak trenutek občutite kot nevidno notranje telo, kot poživljajočo navzočnost v vas samih. V narekovajih naseljevati telo torej pomeni, da telo občutite od znotraj, da občutite življenje v telesu in tako spoznate, da ste onkraj zunanje oblike. Od bitja ste odrezani vse do tej, dokler umu namenjate vso svojo pozornost.
Kadar se to dogaja, pomišljaj, pri večini ljudi se dogaja neprestano, niste v svojem telesu. Namreč jemlje vso vašo zavest in jo spreminja v snov, iz katere je tudi sam. Ne morete nehati misliti. Da bi se zavedali bitja, morate zavest umakniti iz uma. To je ena najbolj bistvenih nalog, ki jih morate opraviti na svoji duhovni poti. Tako boste v sebi sprostili ogromne količine zavesti, ki je bila prej ujeta v nekoristno in prisilno mišljenje. To lahko storite zelo učinkovito tako, da pozornost preusmerite od mišljenja v telo, kjer lahko občutite bitje kot nevidno energijsko polje, ki daje življenje temu, kar dojemate kot snovno telo. Kako se povežete z notranjim telesom? Poskusite, prosim, kar zdajle. Morda vam bo v pomoč, če boste pri tem postopku zaprli oči. Pozneje, ko bo v narekovaji prebivanje v telesu postalo za vas nekaj naravnega in preprostega, pa boste lahko imeli oči kar odprte. Usmerite pozornost v telo. Občutite ga od znotraj. Ali je živo? Je v vaših dlaneh, rokah, nogah in stopalih, v vašem trebuhu in prsih kaj življenja? Lahko občutite komaj zaznavno energijsko polje, ki preveva celotno telo in poživlja prav vsak organ in sleherno celico v njem? Ali ga lahko občutite v vseh delih telesa hkrati kot eno samo energijsko polje? Naslednjih nekaj trenutkov ostanite pozorni na občutke v svojem notranjem telesu. Nikar ne začnite premišljevati o njem, samo občutite ga. Čim več pozornosti mu boste namenjali, tem jasnejše in močnejše bo to občutje. Zdelo se vam bo, kakor da vsaka celica v telesu dobiva neko novo življenje. In če so vaši vidni vtisi zelo močni, boste nemara celo v narekovajih videli nekakšen žar, ki ga telo oddaja. Čeprav vam utegne biti takšna podoba za nekaj časa v pomoč, bo bolje, če boste več pozornosti namenjali samemu občutku, kot pa podobi, ki ste jo morda uzrli. Podoba naj si bo še tako lepa ali prepričljiva, je že ujeta v obliko, zato vam zožuje možnosti, da bi prodrli globje. Poglobite se v telo. Da bi se bolje poglobili v telo, naredite iz tega meditacijo. Dovolj bi moralo biti 10 ali 15 minut urnega časa. Najprej poskrbite, da vas nič ne bo moglo zmotiti. Na primer, zvonjenje telefona ali pa ljudje, ki bi morda želeli govoriti z vami ali kaj podobnega. Sedite na stol, a se ne naslonite na naslonjalo. Hrbtenica najbolj zravnana. Na ta način boste lažje ostali čuječi. Lahko pa se namestite v položaj, v katerem najraje meditirate. Prepričajte se, ali je telo sproščeno. Zaprite oči in nekajkrat globoko vdihnite. Začutite, kako dihate z spodnjim delom trebuha. Opazujte, kako trebuh naraste in se pri vsakem vdihu in izdihu rahlo napne. Nato se zavedite celotnega notranje energijskega polja vašega telesa. Ne premišljujte o njem, pomišljaj, samo občutite ga. S tem svojo zavest odvrnete od uma. Ko povsem jasno občutite notranje telo kot eno samo energijsko polje, se je le mogoče opustite vse vidne podobe in se osredotočite zgolj na občutje. Če zmorete, opustite tudi vsakršno miselno podobo, ki jo morda imate v telesu.
ostane naj samo vse prežemajoče občutje navzočnosti ali, narekovaju, živosti, notranje telo pa občutite, kot da je brez vsakršne omejitve. Potem usmerite pozornost še globje v ta občutek. Postanite eno z njim. Zlijte se z energijskim poljem, tako da bo dvojnost opazovalca in opazovanega, torej vas in vašega telesa, izginila. Zdaj se razblinja tudi razlike med notranjim in zunanjim, tako da tudi notranjega telesa ni več. Čim globje v telo se spuščate, tem bolj ga presegate. Na tej ravni čistega bitja ostanite, dokler vam bo zadostno. Nato se postopoma začnite zavedati svojega snovnega telesa, svojega dihanja in telesnih občutkov in počasi odprite oči. Nekaj minut se meditativno razglejte po okolici, pomišljaj, torej ne da bi v mislih karkoli označevali, in ob tem še naprej ostanite v zavedanju notranjega telesa. Vstop v območje, v katerem ni nikakršni oblik, je resnično osvobajajoč. Osvobaja vas navezovanja na obliko in istovetenje z njo. To prostranstvo bi lahko imenovali nepojavno, nevidni izvir vseh stvari, bitje v vseh bitjih. V njem vladata spokojnost in mir, pa tudi radost in močan občutek živosti. Kadarkoli ste navzoči, postanete, narekovaj, prepustni za svetlobo, za čisto zavest, ki seva iz tega izvira. Zaveste pa se tudi, da ta svetloba ni ločena od vas. Kdo ste, temveč je vaše bistvo samo. Kadar svojo zavest usmerjate navzven, se pojavita in svet okoli vas. Ko pa zavest usmerjate navznoter, se ta zavest svojega izvira in se vrne domov v prostranstvo nepojavnega. Ko se torej vaša zavest vrne v pojavni svet, se spet poistoveti z obliko, ki ste jo prej za nekaj časa opustili. Spet imate ime, preteklost, življenjske okoliščine in prihodnost. Toda v nekem najpomembnejšem smislu niste več ista oseba. Od zdaj naprej vas namreč spremlja podoba stvarnosti, ki ste jo uzrli v sebi. Stvarnosti, ki ni v narekovajih od tega sveta. Čeprav ni ločena od oblike, tako kot tudi ni ločena od vas. V vsakdanjem življenju ne posvečajte čisto vse pozornosti zunanjim rečem in svojemu umu. Zadržite jo nekaj v sebi. Notranje telo občutite tudi takrat, ko ste zaposleni z vsakdanjimi dejavnostmi. Še zlasti to velja za medsebojne odnose ali pa ko ste v stikih z naravo. Globoko v sebi občutite umirjenost. Naj ta vrata ostanejo odprta. Nepojavnega se je mogoče zavedati vse življenje, sleherni trenutek. Občutite ga kot globok mir v ozadju, kot spokojnost, ki vas spremlja ves čas, ne glede na to, kaj se dogaja okoli vas. Tako postanete most med nepojavnim in snovnim, med Bogom in svetom. To je stanje povezanosti z izvirem. Imenujemo ga tudi razsvetljenje. Poženite globoke korenine. Ključno je, da ste stalno povezani z svojim notranjim telesom. Pomišljaj, da ga občutite prav vsak trenutek. To občutje se bo naglo poglabljalo in preoblikovalo vaše življenje. Čim več zavesti boste usmerjali k notranjemu telesu, tem višja bo postala njegova nihajna frekvenca, približno tako, kot svetloba postane še močnejša, če zavrtite gumb na reostatu
in povečate dotok elektrike. Na tej višji energijski ravni vas negativnost ne more več prizadeti. Zato pritegujete k sebi nove okoliščine, ki odražajo prav to višjo frekvenco. Če boste telesu namenjali dovolj pozornosti, se boste sčasoma ustalili v tem trenutku, v zdaj. Ne boste se več izgubljali v zunanjem svetu in v svojem umu. Misli in čustva, strahovi in želje bodo do neke mere morda še vedno v vas, a vam ne bodo več vladale. Prosim, poglejte, kje je ta trenutek vaša pozornost. Zdajle me poslušate in berete moje besede v knjigi. To je središče vaše pozornosti. Obenem pa se vsaj deloma zavedate tudi svoje okolice, drugih ljudi in podobno. Poleg tega se morda ukvarja s tem, kar berete, in vam sporoča svoje pripombe. Vendar ni nikakršne potrebe, da bi karkoli od naštetega posrkalo vso vašo pozornost. Poglejte torej, ali lahko ob enem ohranjate stik z svojim notranjim telesom. Naj nekaj vaše pozornosti ostane v njem, namesto da bi vsa odtekla ven. Vse svoje telo občutite od znotraj, kot eno samo energijsko polje. Naj bo skoraj tako, kot da bi poslušali z vsem svojim telesom. Naj bo to vaša vsakodnevna praksa v naslednjih dneh in tednih. Ne razdajajte vse svoje pozornosti umu in svetu okoli vas. Vsekakor se osredotočajte na tisto, kar počnete, a hkrati vselej, kadar le morate, občutite svoje notranje telo. Nato opazujte, kako se pri tem spreminja stanje vaše zavesti in kakovost tega, kar počnete. Prosim, nikar nemudoma ne sprejmite ali zavrnite mojih besed. Najprej jih preizkusite. Krepitev imunskega sistema. Obstaja povsem preprosta in izjemno učinkovita meditacija za zdravljenje sebe, ki jo lahko izvajate vedno, kadar začutite, da bi morali okrepiti svoj imunski sistem. Še zlasti učinkovita je, če jo izvajate takrat, ko se pojavijo prvi znaki bolezni, vendar pa bo delovala tudi, če je bolezen že napredovala, pomišljaj, le pogosteje jo morate izvajati in biti pri tem zelo zbrani. Pomagala vam bo tudi, če je vaše energijsko polje moteno zaradi neke negativnosti. Vendar se zavedajte, da ta meditacija ne more nadomestiti rednega urjenja v narekovaju naseljevanju telesa. Brez tega urjenja bodo njeni učinki le začasni. Meditacija poteka takole. Kadar ste nekaj minut prosti in nimate nikakršnega dela, še zlasti zvečer tik pred spanjem in takoj zjutraj, po prebojenju, narekovajih, preplavite svoje telo z zavestjo. Zaprite oči. Lezite plosko na hrbtu. Izberite različne dele svojega telesa in se najprej osredotočite nanje. Na dlani, stopala, roke, noge, trebuh, prsi, glavo in podobno. Čim močneje občutite življenjsko energijo v teh delih. Pri vsakem delu se zadržite za kakšnih 15 sekund. Nato dovolite, da vaša pozornost kot val preplavi celo telo, vse od stopal pa do temena in spet nazaj. To vam bo vzelo le kakšno minuto. Nato začutite notranje telo v vsej njegovi celovitosti kot eno samo energijsko polje. Nekaj minut zadržite ta občutek. Ves ta čas bodite čim močneje zavestno navzoči v sleherni celici svojega telesa. Ne vznemirjajte se,
če kdaj pa kdaj uspe odvrniti vašo pozornost od telesa in se prepustite kakšni misli. Nič hudega. Toda takoj, ko se tega zaveste, brž usmerite pozornost nazaj v notranje telo. Ustvarjalna raba uma. Če morate uporabiti s kakšnim določenim namenom, ga uporabite v navezavi z notranjim telesom. Le če vam bo uspelo, da ostanete zavestno navzoči, brez kakršne misli, boste lahko uporabljali ustvarjalno. In v takšno stanje boste najlažje vstopali prav skozi telo. Kadarkoli potrebujete kakšen odgovor, rešitev ali ustvarjalno zamisel, za trenutek nehajte premišljevati in usmerite vso pozornost v svoje notranje energijsko polje. Zavedite si notranje spokojnosti. Ko se boste znova vrnili k mislim, bodo vaše misli sveže in ustvarjalne. Naj vam preide v navado, da se boste pri vsaki umski dejavnosti vsakih nekaj minut preusmerili od mišljenja k narekovaju, k prisluškovanju svoji notranjosti in notranji spokojnosti. Rekli bi lahko, ne mislite le z glavo, mislite z vsem svojim telesom. Naj vas dih popelje v notranje telo. Če imate kdaj občutek, da se težko povežete z svojim notranjim telesom, vam bo morda lažje, če se boste najprej osredotočili v dihanje. Zavestno dihanje, ki je že samo po sebi zelo učinkovita meditacija, vam bo pomagalo, da boste počasi navezali stik z svojim telesom. Pozorno spremljajte svoje vdihe in izdihe. Globoko vdihnite in občutite trebušno prepono, ki se z vsakim dihom in izdihom rahlo razširi oziroma pokrči. Če z lahkoto vizualizirate, zaprite oči in si predstavljajte, kako ste obdani s svetlobo, potopljeni v svetlobno stvarnost, pomišljaj v morje zavesti. Zdaj svetlobo vdihnete. Občutite, kako vam ta svetlobna stvarnost izpopolnjuje telo in tudi njega razsvetljuje. Nato se počasi bolj osredotočite v občutek. Ne vežite se na nobeno vidno podobo. Zdaj ste v svojem telesu. Povezani ste z močjo tega trenutka. Z močjo, ki skriva zdaj.